Kupiti stanovanje v prestolnici je za mlade marsikdaj preizkušnja potrpežljivosti, ampak naša naslednja gostitelja imata svoj recept. Kljub slabim obetom biti optimističen, si morda ogledati več 10 potencialno primernih stanovanj in, ko optimizem že skoraj skopni, še kar vztrajati, ni hudir, da se nekaj ne najde. Pa čeprav le staro stanovanje v klavrni podobi in v bloku brez dvigala. Njune izkušnje kažejo, da lahko tudi tak grdi raček z dovolj truda postane beli labod. Kako 50 kvadratnih metrov v bloku iz 70 let spremeniti v udoben in sodoben dom za dva? Naša gostitelja menita, da ne gre računati le na izvajalce, temveč da moraš rokave zavihati tudi sam. In rezultat je navdušujoč. Barbara in Črt, živijo. Pesem od Siddharte Dolga pot domov mi pride na misel, ko razmišljam o vajinem stanovanju oziroma o prenovi. Črt, kakšna je bila ta pot? Kje se je sploh začela? Najino iskanje stanovanja je potekalo nekje 1 leto. Bila sva naročena na dnevne novice o novih stanovanjih, ki se prodajajo. Ampak marsikatero stanovanje je bilo že hitro prodano ali pa noro drago. V bistvu sva šla v živo pogledati 25 različnih stanovanj, to je bilo 25. In midva sva natančno vedela, kaj želiva. To je velik dnevni prostor, možnost pametnega shranjevanja. In v tem stanovanju sem jaz videl v bistvu ogromno potencijala. Ja, ampak tisto začetno stanje, kjer je Črt videl veliko potencijala, je bilo pa kakšno, Barbara? Ja, jaz, če sem iskrena, nisem videla takega potencijala v njem. Pravzaprav sem bila malce slabe volje, ker nama je ravno kar ušlo eno stanovanje pred tem. In ko sva gledala potem fotografije tega stanovanja, sem rekla, pa ne, jaz tega sploh pogledati ne bi šla. Pač poglej, kakšno je. Vse je majhno, nabutano, kričeče stene, vsaka druge barve in z mojo prostorsko predstavo si res nisem znala predstavljati, da lahko nastane kaj takega, kot je to, kjer smo danes. Prenove sta se v prvi fazi lotila udarniško. S pomočjo prijateljev in družine sta strugala omet, razbijala ploščice, rušila predelne stene in odvažala gradbeni material. Kasneje pa sta aktivirala profesionalce za dela, za katere so specializirani. Kot pričakovano so se v tistih najbolj razsutih časih pojavile tudi težave. Jaz sem v enem trenutku, ko je bilo vse razsuto, sem pomislila, kaj sva storila, zdaj imamo še hujš, kakor tisto prvotno stanje. Se mi je zdelo res, da delava eno veliko napako, ampak hvala Bogu na koncu ni bilo tako. Je bilo pa vse sorte težav, od tega, da so bila recimo neravna tla, s katerimi sva se soočala, menjava radiatorjev po zimi, tudi v bistvu vsa glasna dela, ki jih izvajaš, moraš v bistvu početi takrat, ko si sam v službi. Samo usklajevanje z mojstri terja praktično skoraj še eno službo. Tako da še dobro, da je Črt arhitekt po profesiji in je to vse koordiniral. Ker je stanovanje relativno majhno, sta ves čas imela v mislih, da mora biti dobro izkoriščeno s pohištvom po meri. Želja je bila prostorna kuhinja, velika knjižna omara ter seveda velika miza, za katero bi lahko pogostila prijatelje in družino. Črt, popeljite nas prosim skozi to novo arhitekturo prenovljenega stanovanja. Naredila sva par manjših prilagoditev, iz ločenega WC-ja in kopalnice sva naredila eno večjo kopalnico, kjer je WC v bistvu za vogalom. Spalnica je nekako ostala taka, kot je. Dodala sva utility, ki je pregrajen s to vgradno omaro, v kateri je hladilnik. Kuhinja je v celotni potezi, nekako srednja točka stanovanja pa je tale jedilna miza, za katero sedimo. Spalnica pa je ravno toliko prostorna, da pač se enostavno pride okoli nje in dodala sva še majhno mizico delovno, ker se je v času korone tudi izkazalo, da je v redu, da sta dva ločena prostora, tudi za delo od doma recimo. Prostore sva nekako delila na tiste, v katerih je več prostora, v katerih bivava, in pa na neke bolj shranjevalne prostore ali pa kamor greš spat. Vselila sva se takoj po končanih gradbeno-obrtniških delih, ko je bil v stanovanju praktično samo parket pa školjka. In sva 3 mesece kampirala, ker sva čakala na opremo. Najemnina, dvojni stroški, kredit,
velik finančni zalogaj, tako da sva se v bistvu probala enega dela znebiti čim prej. In v tem času, ko ni bilo ne pohištva, ne vrat, sva v bistvu ugotovila, da se imava zelo rada. Za prenovo in opremo sta porabila približno 1000 evrov na kvadratni meter, časovno pa 7 mesecev. Gradbeno-obrtniška dela so potekala 4 mesece, zatem sta še 3 mesece čakala na pohištvo. Pri slednjem jima je glede izbora barv in detajlov na pomoč priskočila Barbarina sestra, prav tako arhitektka, ki je predlagala vpeljavo pastelno-roza barve v interjer. Želeli smo pokazati nek občutek oziroma pridobiti občutek domačnosti, hkrati pa se tudi majčkeno odmakniti od neke te arhitekturne klasike. In na ta način je ta rdeča nit postala potem pastelna nit oziroma ta pastelno-roza barva. Zdaj, za sabo to prinese tudi nekaj izzivov, in sicer recimo izbira barve materiala za kavč, pa potem smo mogli čakati na pult določene barve, da je prišel, pa tudi recimo najti točno primeren odtenek tako za pohištvo, kot tudi za steno v spalnici, ampak mislim, da smo te izzive na koncu rešili, tako da smo vsi zadovoljni z izdelkom. Se je črt kaj upiral pastelno-roza barvi kot prevladujoči barvi? V bistvu ne, sta bila bolj ona tista, ki sta rekla, da želite, da je majčkeno drugače, da se nekaj dogaja kot jaz, ker mogoče res bolj prisegam na neko klasiko ali pa se majčkeno jaz prej upiram barvam kot obratno, no, tako da ne, sploh ne. Verjetno je dragoceno imeti nekoga, ki lahko vidi, kaj se da iz ene podrtije, iz ene luknje, po domače rečeno, na koncu ustvariti. Ja, en čas je veljalo, se mi zdi, v Sloveniji prepričanje, da saj se ti ne splača arhitekta jemati, boš tako čim več prihranil. Ampak po drugi strani se mi zdi pa, da ravno s temi arhitekturnimi znanji lahko arhitekt v bistvu na koncu pri samem projektu ti več v bistvu prihrani, ne, na dolgi rok. Predvsem se mi zdi, da je zadeva, da sva od prvotne ideje do končne izvedbe speljala vse tako, kot sva si zamislila. In moram reči, da sva na rezultat izjemno ponosna in da lahko zdaj temu stanovanju rečeva najin dom. Še največ pa očitno prišparaš, če arhitekta imaš kar za partnerja, ne? Si rekla, ja.